Čakaj, rekord. Snemamo rekordi. Čakaj, sem da vidim, da snema. Opel rekord. Poglej, če Opel rekord dela. Ja. Premika se nekaj se premika, no. Tako da upam, da je eno. Lej, če je rdeč, je vse v redu. Ne vem, nekaj Kar je čuden, ne? A veš, to je zanimivo, da imajo te interfejsi rdeč že snemati. Čeprav rekord je nekaj tazga, da delaš live. Je rdeč gumb že od vedno, ne? Že od kasetarjev naprej, pa moja še prej. Tako da, ja, to je to, ja. Ampak, veš, na vseh drugih mašinah so pa rdeči knofi za ustav. Kakor smo že ugotovili, ne? Ja. Par poglavij nazaj. Tako. Ja. Zdaj smo na 14, a ne? Ali? Ja, 14, jaz. Še vedno smo avgustovski in še vedno smo na dislociranih lokacijah, čeprav najbrž tega poslušalke in poslušalci sploh niso opazili, vsaj upam, da ne. Čudež tehnologije. Ja, vsaj nekaj dobrega v 2020 bom rekel. Ja, to je to, da se lahko pogovarjamo na razdaljo. Tako. Nič, pičmo na 14. Do it. Zdravo! Opravičujemo se za vse nevšečnosti, je podcast o kultni knjigi z napisom Samo brez panike na pleticah, ki so jo prednje Douglas Adamson napisal radijsko igro knjigo in še kaj poznali le redki prebivalci tega malega modro-zelenega planeta. Štoparca vsak teden beremo, Aljo, Peli in Zi. In se že naprej opravičujemo za vse nevšečnosti, ki bi jih morda lahko nastale o poslušanju tega podcasta. Vsako epizodo obdelamo eno poglavje. In zato smo veseli, da ta čas preživiš z nami, bereš z nami, ali pa se v poslušanju pominjaš, kako v celoti izjemna knjiga je Štoparski vodnik po galaksiji. V prejšnji epizodi smo ugotovili, kaj smo ugotovili v prejšnji epizodi, da še nisi zmontiral. Ne ber zapiskov teh, ki niso Kaj zdaj? Kar je res, je res. No, in mi ne lažemo svojim poslušalcem. Ti si bral naprej, jaz sem te pa sam tu polnil. Jaz mislim, da so tukaj resnicoljubni in je treba povedati. Ja, to snemamo, kjerga avgusta, 13. avgusta. Res je. Snemamo to. Lahko povemo, da snemamo za vnaprej, ker se bojimo, da ko bom jaz prišel z Hrvaške, bom padel v karanteno in pol bo en teden minusa. Tako da, da vi ne boste ostali brez svoje epizode. Tako. Ploh pa, če boste tudi videti, ko kapeli v karanteni, vam bo dolg cajt. No, v glavnem, kaj smo v prejšnji epizodi? Nič nismo ugotovili, samo ugotovili smo, ugotovili smo, v bistvu smo ugotovili, da se vsi med sabo poznajo, da je ta ladja Zlato srce, da je v bistvu tako kot en harjul. Ja. Da so skoraj v bistvu vsi v žlaht. No, če ne pa v žlah, se pa poznajo. No, tako, oziroma en pozna unga. En unga to drugega. Ja. Ni tako, kako že ti praviš, Six Parts of Separation, ne? Ja, ampak mislim, da je že... Ena pa pol. Če Slovenija, mislim, če je kao, ne, 6 Degrees of Separation, ne, če velja za svet, ne, pri nas v Sloveniji je 2, ne, se mi zdi, da v dveh kolegih prideš do nekoga, ne, kogarkoli v Sloveniji je tukaj 1. Ali pa pol. Stari, spomnim se, kako smo prišli do predsednika. Ja, 2. Hiter. Valjda, hiter prideš. 1, 2, Pahor. Ja, konc. Tako, mislim. Sloveniji nekdo pozna nekoga, ki pozna Pahorja. Mislim, to z lahkoto pride. Valjda, sam 2, kad sem mogel telefon obrniti, pa je šlo. Pa še nobenega fizika nisem poklical vmes. In če rabite cifro z Bahčija, sam povejte, Peli ima. Če njegov Instagram pogledaš, se on ne druži s fiziki, veš. A misliš? Ne mogoče se pa. Ali pa saj dobro skriva. Ne, ni on za to družbo. Ampak pustimo zdaj to. Zanj sem ga videl, ker je rolil mislim, da z veleposlanico Velike Britanije.
To ni fizičarka. Se vem, da ni, ampak. Mislim, razen zdaj, če hočeš povedati, da je skozi padal, da je gravitacijo. Ne. Je zelo, mislim, je tip, kar športno je kar nadarjen. Ja, znam. Rolanje je bilo, mislim, ni bilo tudi, če sem prav povedal, sicer ni bil, kako bi rekel, prav opremljen, ni imel čelade. Tudi ščitnikov nisem videl, če se prav spomnim. Kaj je to hud, veš. Ja, ne, pa vse, a veš, zaščita mora biti, če ne drugega, za zgled. Varnost je varnost, ja. Ja, tako, a veš, otroci gledajo. Kot predsednik bi mogel, ne. Tako, kot predsednik. Vem pa, da frizuro pokvar. Kar pa je pa spet smo jeba, ne. Pa ni tega Instagram momenta, ne. Ja, ne. A veš, kam vsaj predsednikovanje, ali kako se že temu reče, šlo tako dobro, ker šport bilo tudi v redu, a? A veš, ko smo bili prejšnji epizoda pri Artemidi in njenem najboljše teku v zadnjih 10 letih, ne? Ja, se spomnim. Pahor na 21 km ima kar dober čas. Meni se zdi, da pod 1,42. Ne, on je laufač, mislim, ima dober cajt. Mislim, tako, če ste rekreativen tekač, pa hoče nekaj dosežeti na 21 km, če prijete pod Pahor, je to že kar dobro. Sam oni znanstveniki nočejo vzorca urina vzeti od njega takrat, ko je on pretekel v dobrem času. Dobro, Maljo, pust malenkosti. Te zadeve ti ne, mislim, nisi dober zaradi to, kar ne. Kaj? Zdaj pride opozorilo za kvarnik, ki smo pozabili. Ja, sej to ne. Borut, se oproščamo, ker te bomo zrezali za upozorilom za kvarnik. Zdaj prihaja, evo ga. Če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Kako? Hvala za vse ribe.si. Tam vse piše. Opravičila tudi tokrat ni, naš oddelek za reklamacije še zmeraj, kmalih bomo odpustili, čeprav niso dobili plače niti ene še, ampak lej. Mislim, če ni reklamacije, to pomeni, da nekaj dobro delamo, ne? Ne, to ni v redu. Najbrž. A ne, pa zakaj ne? To je tako, kaj veš, Kia, kad da 7 let garancije. A veš, mi smo toliko samozavestni v naše delo, ne? Da je ramo reklamacijskega oddelka. Pustimo Kijo po reklamaciji, ja, na 14. poglavje. Gre za naslednji avtor, redko pusti. Zrihtite. Lahko pa še to rečemo. Nisem se spomnil nobenega drugega, ki ima 7-letno garancijo. Saj po mojem, da nima noben drug. Za tega je bilo. Lahko Volkswagen zaradi mene. Volkswagen ima manj. Pa Škoda tudi. Ja, sva jahre. Sam, a veš, Volkswagen dela brez garancije. To je to. Se veš, kaj pri golfu dvojko najprej crkne? Kva? Lastnik. Moj polo je 17 let star, pa še kar gvera. A vidiš? A zga videl? Ker Nemc naredi. Dobro, Volka dvojka je delal v Bosni, tako da sam to bom rekel. Tasovo, ja. Ja, lej. Za nemškega si pa postavil, si pa vrstni red v delu prodal za 200 evrov. Ne, v 200 mark. Koliko je bilo pri nas? To so za une poslušalce, ki tega ne poznajo. 200 mark je bilo, to je bila ena valuta, ki je imela orle gor narisane. Ja. Pa vsi smo jo hoteli imeti. Nemška valuta. Oziroma takoj, ko si dobil žepnino, si letel na tržnico in si zamenjal za te orle. Pa ne zato, ker ti bili orli blazno všeč. Ne zato, ampak zato, ker drugače žepnina naslednji dan ni bila nič več uredna. Ja, dobro, zdaj si šel res malo nazaj v čas. Ampak še zmeraj ne tako delač, kot je naša knjiga stara, ne? Sploh ne. Ampak je naša knjiga dobra napovedovalka prihodnosti, kot smo ugotovili, ne? Ja, ima neko tako vse, kar se tiče robotov, kar se tiče dvigal in vsega skupaj. Upravljanje z mahanjem. Ja. Touch screenov. A si zamisliš, da je una rumba doma še čustvena? Ujebem ti. Joj. Reče, pa je, a se mogli spet tukaj otroci pometati s Jaz tega sicer nimam doma, ne vem zdaj, kdo od dvaju ima.
Ja. Jaz imam star tudi. in lahko povem, da rumba naša baterije cekujejo in zdaj jo že skoraj več ne uporabljamo, smo že navadni sesalcu, ampak sem si zdaj prav predstavljal, ko si rekel, če bi zdaj ona imela PČO, ne, bi mi težila skozi na pas mater, daj mi že baterijo zameni, no, pa da lahko tam šmelca me tam le, razumeš, ne morem več delati za vas, pa mislim, lej, lahko prosim mi baterijo zameniš, tako pa hvala Bogu ignoriram. Peri, a veš tako, ki pravijo za moške, ne? A veš, ja. Če je dec rekel, da bo naredil, mu ni treba vsake pol leta težiti, a veš. Tako da, ja, ne, a veš, ena stranka mi je razlagala, da je to sicer blazno, fajn stvar. Je lušen. Sam, da ga ne smeš gledati, kako on dela, ne? Da bi ga fuknil ob steno momentalno, ki ga gledaš, kako se on voz. Ki gledaš ti uno smetko, ki jo ti vidiš, ki bi jo pobral, on se pa 50krat pele mem tiste smetke, no in pol enkrat jo lepe. Točno to, eventualno jo bo poseso. Ne, jaz bi tudi verjetno, pa ne bi bilo pa tako, da jebem ti, lej, kakšno za spet tvojo otroci naredili, pa dej jih nauči jesno, lej, kakšno je pod mizo, pa je bela cesta, no. A veš, bi mi kaj zapovedati, tako da. Ja, naš tudi. Ampak, a veš, kar se te smetke tiče, sem gledal, te prve 2 tedna sem gledal, lega butla, kaj šumem. Mislim, dobro, sad to veš leti. Eno uro sem ga gledal robotka, kako se sprehaja, ampak eventualno, ne, preden mu je baterija zmanjkala, takrat, kaj je še delala. Je pa se sane. Moj ratal, ne. Zdaj pa pač ne. Zdaj pa sam se pritržuje, mislim, zdaj pa sanjam, da bi imel PČO, da bi mi lahko povedal, kup mi novo baterijo. Ja, kuk je meni težko. Ja, ne zdaj že ne. Tisne, sam tam ždim v kotu, pa nič ni, Bog revaš, ja, točno to. Torej, kje smo stali? Čist sem brez energije, mogoče bi jo pa bioenergetiku pelil. Ne, čist sem brez energije, mogoče bi šli pa lahko spat. In ker smo glih pri tem, ne, ladja Zlato srce tiho beži skozi vesoljsko noč s fotonskim pogonom in 3 od 4 članov posadke, ne uštevši vseh robotov s PČO-jem ali brez, ne morejo spati. Ne. Tako. Aha, veš, ladja se je zagrnila v umetno noč, kar pomeni, to sem jaz študiral, ne, da v bistvu do zdaj je še zmer četrtek, ne. Kar se je Arturju zgodil od prvega poglavja do 14. Ne. Ja. Se pravi, zemljo so razfukali, spet bo explicit, ok, v redu. Vogonsko poezijo mogo poslušati Bogi revaš, če gledamo z Arturjem presvetile. V vesolje so ga ruknili. V vesolje so ga ruknili, skoraj bi umrl, neka čudna tehnologija ga je pobrala. Srečam modela, ki ima zdaj 2 glavi pa 3 roke, ki je bil na enem žuru, ki mu je babo spelil. Tako je, babo mu je bejbo spelil, ok, rečemo punco, ma kukarkoli, rečemo simpatijo mu je spelil. Bejbo mu je spelil, ne. Ja, in še zmeraj ni šel spat, ne. Ja. Mislim, ta deprivacija spanja je itak že tako ena taka stvar, ki ful slabo vpliva na mislim, to so oblike mučenja, psiho, ne. To je oblika mučenja, za tega tudi vsi to počnejo, vsi ti, ki to delajo. Tako da jasno, da je Bogi revaš zaspal, ne. Ja, ampak vsi ostali pa... Ja, vsi ostali pa ne. Triljan to je en bodoči kvarnik, ne, je gledala v majhno kletko, ne, kjer je imela 2 beli miške, ne, tako da tlele bi, če bo citat, ki jih je rešila iz zemlje. Ja, tako. Tako da tele miški bomo rekli, da bo citat, če bo ga bomo poslušali in bo zdaj le pršel, če pa ne, pa bomo šli mi kar naprej. Ne veš kaj, zdaj bi tudi fajn bi bilo, če bi, zdaj tam se sploh nismo ustavili, ne, pri fotonskem pogonu. Kva za boga je fotonski pogon? Ok, neverjetnostnega nam razloži, ne? Pogon na fotone. To je navaden, to je kot dizel. Sam da je na svetlobo, a ne? Ja, fotoni.
Mislim, ne mi govoriti o dizlu, ker zanj se pelem domov iz Štajerske. Nimaš dizla, drugače sem to povedal. Imam dizla. A imaš dizla? Jaz imam dizla, A nisi valjda. na bencinu? A ja, opa, se opravičujem. In se ustavim na tepanjah na pumpi in pač zagrabim ta prvo uno črno kluko, ki je bila, ne, in stari račun 65 evrov, a veš. Drugače je mečkan čez 50, ne. In pol jaz ugotovim, da sem nekega kristančiča od dizla natočil noter, a veš, pizda, kaj ne vem, kašen poseben, ki bo ne vem kaj naredil, mislim, motor je pol sicer predu, kot svina. A ne, je. Mucek je predu. To malo več plačaš, pa je malo bolno. Tako ne, je. na tega je čista, no, Ja, glavnom. To je bolj. Tako kot un supermax za bencinarje, ali kaj je že. To je ista To si rabo, to tvoj motor je rabo to. Ja. Ti si rabo, tvoj motor je rabo. To je malo dražje, ampak je dober. Ne, to je tako, kot pri Simpsonovih, a veš, kaj je šel Homer na ogled pivovarne, ki je vse iz istega soda tekel, ki je bil strong, light, pa normal, vsi so bili z iste pipe. Mislim, da je isti koncept. Zdaj samo čakajo, da se ti zafukaš, da primaš ta narobno in to je to. Ja, to je to. A si lahko pol spal? Ma težko, ker za 18 evrov klepar nas prinesem eno paleto piva, a veš, težko. To je res, ja, to je res. Ja, grozno. Sej tudi Zaphod ni mogel spati, veš. Zaphod tudi ni mogel spati, ja. Misliš, zaradi dizla? Ne. Zaradi fotonskega pogona. Mogoče so bili fotoni dragi, ka pes. Ja, le, meni se naprašal, da zikar nekaj stane tudi. Ja, ta denar, mislim, kako oni živijo, to je res ena stvar, ki ni elaborirana, kako pač ne. Odkje imajo denar, da kruzajo po vesolju, pa odkje imajo denar za... No, pa sej, denar je itak fiktivna stvar, veš. Denar je to, kakor se mi zmenimo. Ne? To je res, ja. Mislim, še zmeraj morajo, ne, a veš, ko bo enkrat prišli v restavracijo ob koncu vesolja, veš kako je, morajo plačati za čem, ne. Peli, zdaj ti moraš, da ta koncept denara, ki ga imamo pač na zemlji, mogoče niti v vesolju sploh ni, čeprav smo slišali, da vogoni imajo trdno valuto, ne. Tako. Točno to. Ampak kje pomeni, da je to v vesolju isto funkcionira ekonomija, kot na zemlji, ne? Ker bi rekel, da verjetno ne, ker ni njih najbolj pametna Vem, sem pametni sistem, no? Ja, najbrž upam, da ima kaj božga, ampak a veš, da Ford še zmeraj je dopisnik te knjige, ki ti pove, kako za 30 altarskih dolarjev na dan videti vsa čuda vesolja. Ne? To je res, ne? To je res. Se pravi, neke valute imajo, ne samo oni. Mislim, dejstvo je, da avtor jih ne omeni. Tako, dejstvo je, da je ta knjiga bila pisana takrat, ko je bilo vsaka država imela svojo valuto, ne, in to se tukaj pozna. Ne. Takrat je bilo od mark do funtov, do dinarjev, do forintov. Ja, ne, zdaj imaš pa na svetu, ne vem, 3-4 za resne valute, vse tako. Ostalo je pa bolj neka obskurna reč. Ne. Tako. Svet je vedno bolj eno. Ne. Globaliziran. Zato pa Elon Musk hoče iti na Mars, ne, da bo tam svojo valuto ustanovil. Lahko ne. Lej, Elon Musk bi lahko, mislim, zakaj sem ben od teh fucking bogatašov? Mislim, mečemo ta denar v vesolje, ne, recimo, ne, in Musk in Bezos ga svoje pokončne rakete pošiljata gor, ne, pissing fucking contest, ne. Da mrzdi bi tukaj rešiti lakoto. Ja, a veš, koliko ljudi je umrlo leto zaradi lakote? Maljavžen. Saj ene 10krat več kot zaradi COVID-a. Si znam predstavljati. Saj 10krat več. Ja. A veš, dajmo rešiti nekaj teh stvari, ki so... A kdo govori o lakoti? Noben. Ne, pa se so ljudje, ki se pogovarjajo o tem, a veš. Ja, sam pač to ni taka tema, o kateri bi... A veš, fucking zmeče, mislim, se lepo, svaka čast, tiste rakete prestajajo gor pa dol, ampak je dobro zgleda, ampak halo. Meni se ne zdi svaka čast, stari. Ne, mislim, ne tako, mislim, kot inženir. Nared neki tle, mater vola. Kot inženirski dosežek je vala. Kot inženirski dosežek je vala, absolutno. Inženirska zadeva je fenomenalna, ampak ja, se mi pa zdi, da bi, dajmo tukaj rešiti stvari. Absolutno. A veš, to je bila una zgodba, mislim, ki inženirjem naftovod jim uspe pripeljati od kodarkoli na svetu, ne? Vodovod pa ne gre na kjerkoli del sveta. To je pa zajeban.
Tisti je tam se Neverjeten. drama čista. Ne. Ali pa naredimo, tehnično čist neizvedljivo. ali pa naredimo nekaj, veš, inženirski čutiš, da bi recimo, ne vem, imamo veliko te, pač voda, ki ni pitna, ampak da bi jo nekako mogoče lahko naredili pitno. Veš, nekaj, I don't know. Mislim, ful je nekih podvigov, ki bi jih lahko naredili, pa bi vsi lepo živeli. Vsi. Ja, to je res. Pa se ne bi mogli boriti za resurse, pa vse skup, ne? Medtem pa pošiljamo rakete v PM. Pa ni nič narobe s tem, to je super, ampak tem ljudem, ki pošiljajo rakete, dajte jim večje davke, bide. Ne rabijo tega, rakete pošiljajo gor. Dajte malo redistribuiri. A lahko neham ta tvoj rent s tem, da sam en planet imamo. Ja, se strinjam, točno Ja. to. Zaenkrat nas še ni. Zaenkrat je to tako, da dajmo tle rešiti stvari, pa Ja. bo pol boljš. Pa se imamo mi fajn, pa mogoče polka pride unika, nas bojo pol kolonizirali. Vse do takrat To smo imeli itak fajn. je že Ale povedal, da če eni pridejo, nas bojo potamanili, pa ne podjarmali, da bomo vsi peli bluzerske, blues pesmi, pa bomo imeli nov rock and roll revival. To bo edino, kar bo ratalo. Obstaja pa tudi teorija Ivana Mohoriča, ne? Wow. A poznaš Ivana Mohoriča drugače? Ja. Poznaš, ne? Da smo pač že tako planet kaznencev, da smo kle neko odlagališče enega ološa iz... Da smo v bistvu Avstralija, oprostite, Avstralci, ampak ja. Ne, najbrž so Avstralci čisto saj to- fejst ljudje. Ne, pa se so, Fanta. valjda. Ampak Avstralci so bili Fanta. ta, ne? Otok Fanta, kaznencev. sej to je že, sej to bo Razen v pač oni, ki so naslednjih bili epizodah tam bo, a veš, v naslednjih epizodah bo to že pokazan, da ko je Douglas napisal, da so v bistvu, kako že, frizeri, pa to, ne. Telefonski sanitehniki. Tako, Mislim, da so telefonski sanitehniki, ki so jih deportirali, ampak pol je cel planet crknil zaradi neke bolezni, ki se je prenašala prek telefona. Yep. Ne moreš verjeti. Ne moreš verjeti. Ja. Sanite, lej, kaj pomeni, če ukineš nekaj, ne? Kaj misliš, da ne pomemben, ampak je. Moharič pa Douglas imata nekaj skupnega. Planet kaznjencev. Medtem pa Zaphod še zmeraj spi. Ja. Mi tlele ne boli. ne, Zaphod ne spi. Artur Ne, spi. noben ne spi. Ja, Artur spi. sorry, noben ne spi. Edini Artur spi, ja. crknen kot Ja, pes. valjda, ja. Valjda, Nikar sem ker ga je oboletel, četrtek- kdo ne bi vse še četrtek- malo spal. četrtek- Štartajo spukal, ti, ne. da ti podrejo bajto. Ne? No, itak, ja. Mislim, To je prva stvar, ja. Ker te valjda, To da smo pozabili, ja. mečken te iztera vrže, ne? Emocionalno te izprazen, bi jaz rekel. Mislim, ne vem, po mojem, da če bi bil Slovenc, bi ga še ful bolj, ne? Ja, valjda, veš, kakšen, Absolutno. on ne bi šel dol s Ne, planeta. glede na to, da se mi za ta 2 metra zemlje pobijamo, ko se ne bi za to, da ti bajto podrejo. Da je nekaj, bi da živčen ga faša takoj. Ne? Že zdaj sem živčen. Ja, veš, ja, peli No, že a živčen, pa vidiš? sploh bajte nima. A vidiš? Ja, Pa sem v bloku. pa že čist nervozen. Čiz je vam padel. Ej, sicer sreče četrtek, ne? Mi to snemamo četrtek četrtek? 13. Ne? Fuck. A misliš, da ima to Joj. kakšno povezavo? Mislim, zdaj ful ne nič ključi bolj- tukaj, ne? Nič bolj kot telefonska številka. Da se spet vrnemo k Ivanu Mohoriču. Ne? Edino na ključje je, da so ključi zloženi vrh drugega. Okay. To je bilo, ali to je dejstvo. Evo, imaš ga, dobro je, narejen. Dober je. V glavnem, Ja, ja, Zaphod ni mogel Mater spati. jih sipam. You're on a roll, baby. Ok, tudi Zaphod ni mogel spati, ne? Ampak njemu se pa niti sanjali, ni, kaj se mu dogaja, ker zelo dobro zna potlačati stvari v neko podzavest. Jaz ga tle ful razumem, ker vse stvari, ki grejo na robe v življenju, najprej naredim Zaphoda iz sebe, pa probam. Probaš odmisliti. Ja. Ti si kot hruščati krvoloka, veš. Če ne Ja. vidiš, ne obstaja. Ja. V glavnem, ne. Ampak Ford pa tudi ni mogel spati, ne? Ne, Ford tudi ni mogel A spati. Benny On je pa probil on je pa edini, ki je delal. V bistvu res, ja.
On je probal v štoparca nekaj novega napisati o vogonih, ne, pa se ni mogel spomniti nič dost strupenega, sarkastičnega, oziroma da bi... Ne, tudi ni imel te žilice. Malo vsi so bili utrujeni, veš. Ampak veš, kaj je bilo? Ful je bil vesel, da je spet na poti, ne? Ker je bil 15 let na tem mizernem planetu, na katerem smo tudi mi. Ti si zamislil, da sem 40 let že na tem planetu, pizda. Valjda, da sem jaz tudi depresiven. To je vse normalno, it's only natural. Če bi on po 15 letih čist depresiven, zakaj nam omine. Tako. Da se spet vrneva Homerju Simpsonu, hvala za alkohola. Rešitev in vir vseh težav na tem planetu. Ne moreš mi to vsega, Lepo si to rekel, ja. Rešitev in vir vseh težav. Tle bi pozval vse psihologe, ker zdaj fiziko očitno več ne rabimo, ker smo že čez, da nam pomagajo, ker očitno smo depresivni. Nam ni več pomoči. Ok, nehte. Bolj, da se s fiziki družimo. Imaš prav. Ja, tako. Ej, no, v glavnem, Forda je pa res rajcal to, a veš, on ni vedel, da je Zaphod postal predsednik galaksije, in to, da je postal predsednik galaksije, bilo, kot pravi avtor, milo rečeno osupljivo. Ne. To, kako se je pa poslovil, tega je pa še bolj. Ne. Ampak je točen vedel, da vprašati svojega mrzega bratranca, kaj hoče, ne moreš. Ne. Če še Zaphod ne ve, kako še Zaphoda vprašal, kaj ve, če ne ve. Ne. Ampak Artur je pa spal. Ja, Artur je pa spal. Kaj se pa pol zgodi? Artur spi, Triljan pa potrka na Zaphodova vrata. In ga opozori na to, da so verjetno najdli tisto, kar iščeta. Tako. Oziroma, kar Zaphod išče, se mislim, da Triljan je tam zraven tako. Zaphod je tisti, ki ima neko agendo, ona pa mu pač pomaga pri tej zgodbi, ker se ji pač zdi kulto. Čeprav mogoče čist ne ve, zakaj. Tako je. Veš kaj, jaz pa mislim, da ima Triljan večjo težo, kot jo je dal Douglas v knjigi, ker je tako malo, mislim, a sta pogledala kakšen del TV serije, ta prve, ki je tako nafrfulana punčka z dekoltejem, takim do popka, pa neki. Ampak, veš, moramo vedeti, da je ona v radijski igri, pa v knjigi je astrofizičarka in matematičarka, tako da ona neki stvari ve. Tako da jaz bi rekel, da je ona tako, kaj že od Einsteina žena ene sorte. Vem, ampak a si ti predstavljaš, mislim, zdaj... S tem zemeljskim znanjem, astrofizike in matematike in vse skupaj. Ne glede, koliko briljantno. Koliko si ti hud, kaj to recimo v nekem kontekstu vesolja pomeni? Oziroma, koliko so recimo takrat vedeli astrofiziki, pa verjetno so veliko vedeli, pa tudi če si briljanten astrofizik ali Stephen Hawking, če to postaviš v nek neverjetnosti pogon, pa vse te tehnologije, ki jih ne bi v knjigi vedeli, ti tam još si upele na mamali. Ja. Ta moment je. To je najbrž res. Tako, čist. Pač ti veš neke osnovne koncepte. No, ampak hočem pa reči, da znala je pa zračunati neke stvari. Vsekakor ni... Tisto, kar Zaphod ni štekel, kar se, a veš, osnov fizike tiče, pa matematike, kar mu ni bilo jasno, je pa tle. Ni. Očitno je vedela. Ni lik, ki bi bil neumen, to je dejstvo. To sem hotel reči. Dejstvo je, da je mogoče tudi kaj tako, kaj njemu ga postavil na pravo pot. Ampak dejstvo je, glede na to, da se je Artur palil na njo, da je punca tudi dobro zgledala. Ja, dobro zgledala, plus še pametna. Ja. In pol ugotovijo, da je pod njimi nek planet, na nekih koordinatah, ki jih je Zaphod predvidel, pa še Ford leti vmes. In Ford ne vidi nič, Ja. Računalnik pa takoj prbije. Zdravo, banda! Tako. Tole je pa prava veselica. Predstavljam si ga, stari, da bi bil en od čukov.
Ojoj. Lahko ne, no. Ne, zdaj ščuki, prosim. Boš prav, ja, ok. In v glavnem, pa se ping-pongajo, kje so, pa kaj se dogaja, in da so v meglici konjska glava, ne, v enem samem velikanskem temnem oblaku. In kva pa ne on vidi na prazen zaslonu, in pol Edi, čeprav še zmeraj ne vemo, da mu je ime Edi, kar mi je kar zoprn. Ja. To je pa res pečina obešalnik. Ne. In Edi obrne pol zorno polje za 180 stopinj, ni bil Freddy Minar, kam bi ga za 360. To pa tudi Adams ne gre v absurde. Tok pa ne gre. Ja. In pol vidimo neki, Ja. kar Kaj Zapko reče. Kaj vidimo? Več v naslednji epizodi. Ne, vidimo. Planet. The most improbable planet ever exists. Slišimo samo še Zaphoda, ki reče: našel sem ga. In ne, butne po komandni plošči. A veš, tle se pa nič ni zgodilo po komandni plošči, ki bi lahko, ne vem, radio začel greti ali pa karkoli. Nič ni bilo, ne. In to je najbolj nemogoč planet, kar jih je. The most improbable planet that ever existed. Aha. In spet smo končali z epizodo. Tako, wihii. All right. No, recenzij še vedno ni, tako da tudi ti nas lahko ceniš, oziroma pošlješ pismo na hvala@žvpl.com. Vabimo poslušalke in poslušalce, da preberete citat iz 15. poglavja in objavili ga bomo v naslednji epizodi. Iz 15. poglavja lahko posnamete prvi odstavek, drugi odstavek ali kar celo poglavje. Kako? Preprosto. Posnameš se kar s telefonom in nam posnetek pošleš na e-naslov opravičujemo se @žvpl.com. Kot smo omenili, lahko citat posnameš direktno na telefonsko tajnico, kjer pokličeš na brezplačno telefonsko številko 05 99 68 68 5 in prebereš citat. Rufen Sie ein. Več opcij na hvala za vse ribe.si. Najboljše povabilo poslušalstva ever. To je to. Jaz bi sam še rekel, da kljub temu, da nas podpira tudi pivovarna Pilicon, smo res veseli vaše direktne podpore in zato se iz srca zahvaljujemo vsem podpornikom, se pravi Luka, Blaž, Matej, Jure, Primož in neimenovani junak. Vsi veste, kdo ste in neskončna hvala za vašo podporo. To pa lahko storiš tudi ti, ampak več o tem bo povedal Zi. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Rufen Sie ein, je rekel.